Kulinarične posebnosti slovenskega podeželja, to je prireditev, v kateri poskušamo obuditi vse tisto, o čemer rečemo prehranjevalne navade. Velikokrat razmišljamo o tem, da je pravzaprav tisto, kar smo nekoč kuhali, najboljše. Pa vendarno sem na tej prireditvi spoznal, da je tisto nekaj, kar je potrebno vzeti pravzaprav zdrava prehrana ven iz tiste etnološke vrednosti samega prehranjevanja. In to so vsebine, ki so jih na teh kulinaričnih posebnostih, tokrat na Glavnem trgu, v Hiši kulinarike, v nekdanjem gostišču gostinske šole pripravili dijaki, učenci in profesorji srednje in višje šole z Grma. To je tisto, o čemer bomo danes govorili. Torej, etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja je projekt, ki se je začel dejansko že pred 14 leti, in sicer znotraj kmetijske šole Grm takrat in v sodelovanju z Zvezo za organizacijo tehnične kulture Slovenije, in sicer s ciljem, da se raziščajo tiste še neodkrite ali pa malo pozabljene značilnosti slovenskega podeželja, in sicer tako na področju etnologije, kakor tudi v povezavi s kulinariko. Naša šola je ves čas, torej od ustanovitve dalje, soorganizatorica tega srečanja in tekmovanja biotehniških šol, in moram reči, da smo skozi to zgodovino, če tako rečem, že dejansko spoznali veliko raznolikosti, veliko značilnosti slovenskega podeželja. Cilj je pa tudi ta, da se te stvari ponovno vračajo nazaj, in sicer zato, da bodo tudi obiskovalci, bom rekla, mestnega prostora, pa tudi ljudje, ki prihajajo iz drugih okolij, iz drugih držav, pravzaprav se s tem seznanjali, in bo to pomenilo pomemben prenos tudi k razvoju turizma v Sloveniji. No, in pred leti smo se tudi odločili, da dejansko razširimo to tematiko iz recimo prostora podeželja na celotno Slovenijo. Tako da nas pravzaprav sedaj zanimajo tudi posebnosti in značilnosti ne zgolj, bom rekla, podeželskih okolij, ampak tudi mestnih. Kajti ne nazadnje tudi skozi to našo zgodovino se je veliko stvari odvijalo v mestnih okoljih, in mislim, da je prav, da tudi to počasi zbrskamo na plano in na ta način damo še poseben doprinos kompletni kulinariki, turizmu, etnologiji v Sloveniji oziroma v slovenskem prostoru. Mogoče to pomeni tudi to, da bi razmišljali tudi o razširitvi tega tekmovanja tudi na naše, bom rekla, zamejske Slovence, kjer ravno sedaj poteka bolj aktivno sodelovanje med avstrijskimi kmetijskimi šolami in pa našimi slovenskimi. Tako da nam mogoče tudi to predstavlja enega od izzivov. To se pravi, da se odpremo na celoten slovenski prostor, to se pravi preko meja Slovenije. Ja, takrat, ko razmišljam o teh posebnostih, se mi velikokrat poraja dvom o temu, ali je dim nekaj, kar vzbudi nostalgijo za tistim izgubljenim, ali pa tako, kot je stara mama mislila, da je dim nekaj, kar ne sme biti na sami jedi. Tu bi lahko debatirali še dolgo v noč, pa vendarno ni to cilj. Pri sami nalogi iščemo pravzaprav izvirnost in zdravo prehrano, pa vendarno kako, na kakšen način se študentje in dijaki lotijo samega tekmovanja. Torej, dijaki in študenti se lotijo naloge tako, da si postavijo raziskovalno vprašanje, potem na podlagi tega izdelajo svojo hipotezo, potem proučujejo vire, ki so pravzaprav največkrat so to tudi ustni viri, no in seveda dejstvo je, da govorimo o etnoloških in kulinaričnih značilnostih. To se pravi, da si v tem smislu potem tudi v bistvu proučijo, kako so recimo njihove mame, babice in tako naprej v tej svoji etnologiji in kulinariki pripravljale določene jedi, se o tem poučijo, izdelajo samo nalogo, to se pravi tekstualno nalogo, in seveda potem je pa njihova naloga, da pripravijo tudi jedi. Torej pripravijo jedi, ki jih so obdelali v sami raziskovalni nalogi. No in potem to prinese s seboj na tekmovanje. Pomembno je, kako postavijo mizo, to se pravi sam pogrinek, razstavijo jedi,
No in ekipa, ki ponavadi šteje od 3 do 2 dijaka ali študenta, potem seveda mora to tudi predstaviti. Torej predstavi strokovni komisiji, ki pač oceni samo, bom rekla, postavitev, oceni seveda odgovor na vprašanje, ki postavlja in seveda samo nalogo, ki jo komisija predhodno že dobi in jo potem tudi v bistvu prouči in iz naloge postavlja dijakom vprašanja. Tako da moram reči, komisija je tudi zelo kompetentna, torej tukaj so poznavalci področja kulinarike in seveda tudi eminentni strokovnjaki iz recimo fakultet. Tako da dejansko to tekmovanje, ki ima seveda namen tudi druženja dijakov, je izjemno strokovno in mislim, da tudi v veliki meri prispeva k tej naši obogatitvi prostora v smislu turizma, kulinarike in tako naprej, kar sem pravzaprav že na nek način tudi povedala. Ja, letošnja tema so bili vrtovi, torej ne samo predelati in skuhati hrano, ampak jo tudi pridelati. In prav zaradi tega je zanimivo, da kar takoj na začetku povprašamo tekmovalko, na kakšen način je pristopila k nalogi. Osredotočati smo se mogli na vrt, kaj v bistvu opisati, poudarek dajati na nekoč, kako se je nekoč vrt obdeloval, kaj se je na vrtu našlo, kaj so recimo gospodinje uporabljali iz vrta, potem so pa tudi v bistvu opisovali, tudi predstavili z svojimi recepti noter in nekaj jedi smo mogli tudi skuhati. Pripravljali sva šaro, to je kot enolončnica, jedli so jo za glavno jed, za vsak dan v bistvu, potem so pripravili pehtrano potico, ki je tudi za sladico, bila v posebnih praznikih, ob nedeljah, pripravili sva pehtrano zavitek, potem namaz, skuti namaz z drobnjakom, pa domač kruh krompirjev, ki so ga jedli za zajtrk. Ja, bilo se je treba zorganizirati, potem so sicer nama tudi pomagali malo starši, ker niso glih gostinska šola, vsi so se naučili o tem, vmes se učiva o vrtu in kako se pripravljajo, v bistvu sadijo te zelišča in to, niso pa kuhati pa ne znala, glih najbolj, zato so starši pomagali. Ko takole vse skupaj zgleda enostavno in veselo na delo, pa še naučimo se skuhati, pa je sama predstavitev pred komisijo velikokrat kar trd oreh. Ampak poslušajte en insert, koliko in na kakšen način so se dijaki predstavljali. Te droži so pobrali in dodali malo moke. To so vse skupaj v topli vodi ali pa mleku pustili, da je vzhajalo. Potem so pa naredili take mehne hlebčke in pustili na soncu, da se je posušilo. Večplastno je to tekmovanje, predvsem ohranjanje etnološke in kulinarične značilnosti tega našega podeželja, pa vendarno je to tudi, lahko rečemo, pouk, ki je najbolj izviren, tam najbolj iz korenin. In pa poslušajmo predstavnika pedagoške fakultete, ki je bil član komisije, kako razmišlja o tem. Predvsem, če glede na to, da prihajam z pedagoške fakultete, gledam tudi skozi oči edukacije pa izobraževanja mladih in mislim, da je vsako takšno pobudo, ko mladi vlagajo neko dodatno znanje, dodaten trud v svoje izobraževanje, zelo za pozdraviti. In mislim, da se vsi, ki so se udeležili tega tekmovanja, zaslužijo priznanje in da so svoje delo dobro opravili. Ali je zdrava prehrana in pa predvsem priprava hrane dovolj vključena v osnovnošolske, srednješolske, višješolske programe? Osebno menim, da premalo. In smiselno bi bilo, da se te stvari tudi vključujejo v izobraževanje, recimo že v osnovnošolske in pa potem v srednješolske programe tudi. Vsaj sploh pa v tistih programih, ki so orientirani v prehrano pa v živilsko stroko. Ja, glede na stil življenja se zagotovo ta stvar spreminja. Predvsem so te tradicionalne jedi vezane na kakšna praznovanja in recimo te lokalna območja.
Nažalost pa se dogaja tudi to, da ko potujemo po Sloveniji, pa ko obiščemo neke lokalne restauracije ali pa gostilne, da tudi takrat prepogosto naročamo tisto klasično moderno kuhinjo v narekovajih, bi rekel. In zlasti se mi zdi to, mogoče rečeno, katastrofalno, da mladi starši v takih restauracijah otrokom naročajo pomfri pa nek dunajski zrezek in ne posegajo po teh lokalnih jedeh, kar bi bilo zelo smiselno in ena od takih spodbujevalnih dejavnikov je lahko tudi takole tekmovanje. Ja, lahko bi rekli skoraj, da raziskovalna naloga, raziskovalni projekt. Veliko je tistega, kar mladi znajo vtkati v vse te predstavitve. Tu gre zasluga verjetno tudi mentorjem, ki bi jih posebej morali pohvaliti, še posebej takrat, kadar gre za iniciacijo takega načina razmišljanja o prehranjevanju, kot je ta na tem tekmovanju, v šole, v neko okolje. Res, da gre za etnologijo, gre pa tudi za zdravo prehrano. Pa vendar, povprašali smo članico komisije, kako o tem razmišlja. V bistvu nisem pričakovala take pestrosti. Ko sem pregledala vse te naloge, moram reči, da so bile res zanimive, no, ampak tale predstavitev je pa simpatična, zato ker malo dopolnjuje naloge, s praktičnimi izdelki. To je tisto, kar vidimo, kar nam, bi rekla, na naša čutila vpliva, in je zelo simpatično, pa tudi povezano z nalogam. Zelo so se potrudili mladi. Ja, mi ocenjujemo najprej nalogo, potem kakšna je predstavitev in pa potem tudi kakšni so izdelki. Kakšna je tudi senzorična kakovost, kako so predstavljeni, kakšen je estetski moment in kako se dopolnjujejo za samo nalogo. Mislim, da je zelo v redu, da se mladi v take naloge spustijo, zaradi tega, ker na ta način lažje spoznajo, kaj je bilo včasih, kaj je danes. Ne rečem, da je to vse boljše ali pa slabše, ampak se tradicija obnavlja. In take stvari, ki so skrite, so s tem intervjuji, ki so jih opravili na terenu, pa malo mogoče drugače razumejo to naše veselje do kakšnih starih jedi, preprostih jedi. Niso samo te moderne, ampak vidimo, da je veliko prehranskih momentov dobrih je tudi v teh starih jedeh in so ljudje se znali zelo dobro izbirati. Tudi po teh nalogah se vidi, kako so bile določene vrste zelenjave ali pa začimb, in še danes ima veliko posebnost. Takrat je bila to vsakdanja stvar dobra, danes pa kot nekaj posebnega. Vi ste tudi plavi naslov, da vas povprašamo o certificiranju, o zaščiti vsega, kar je naše slovensko. Kako o tem? No, to vprašanje je mogoče kar dobro, zaradi tega, ker se sama veliko ukvarjam s tem, tudi na drugem področju certificiranja, glede ocenjevanja tradicionalnih jedi in moram reči, da čedalje bolj se k temu vračamo, samo bolj počasi gre te zadeve glede zaščite. Je pa veliko tega še odprtega in me zelo veseli tudi v privatnem življenju, pa tudi po službeni dolžnosti. Rada to počenjam. Letos so novost na tekmovanju tudi višje šole. Kako v tem ravnateljica te iz Grma? V okviru naše višje strokovne šole smo zaprosili organizatorje, to pomeni naš center in pa Zotko, da so tekmovanje razširili tudi za področje višjih strokovnih šol, tudi za področje šol, ki delujejo na gostinskih stroki, kmetijski stroki in sorodnih strokah. No in veseli smo, da smo letos prejeli že prve prijave, tako da bomo danes videli tudi tekmovalce z področja višjega strokovnega izobraževanja in obetamo si, da bi ta tip tekmovanja razširili širše po Sloveniji, torej da bi bilo v bodoče več udeležbe tudi višjih strokovnih šol. Lahko rečem, da je interaktivnost znotraj slovenskega prostora in želja po resničnem znanju znotraj kulinarike tisto, kar je vodilo samega tekmovanja. Zato smo vključili v samo prireditev pravzaprav vse in Zveza organizacij za tehnično kulturo nekako po organizacijskih sposobnostih, ki jih ima pri organizaciji raznih takih prireditev, sodi zraven, ves čas je poleg. No in kaj oni razmišljajo o tej kulinariki, o tej organizaciji te prireditve? Zdaj, če govorim o tem srečanju oziroma tekmovanju, je seveda potrebno povedati, da se zelo pozna, da je eden izmed soorganizatorjev Center Grm v Novem mestu, ki očitno tudi v okviru svojega programa zelo poudarja te vsebine in tudi mladi tukaj so po tradiciji, seveda že zato, ker je gostitelj tukaj najbolj številčen na tem srečanju, tudi njihove naloge so
zelo dobre, sicer pa ugotavljamo tudi iz leta v leto, da so po Sloveniji da je precej podobnosti pri teh kulinaričnih značilnostih, ampak da so pa potem določeni detajli, ki se razlikujejo. Ja, v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije pripravljamo številne dejavnosti, s katerimi poskušamo mlade navduševati za tehnična naravoslovna področja, jih uvajati v znanost, jih tudi spodbujati k inovativnosti in ustvarjalnosti. In med temi dejavnostmi so številna tekmovanja, srečanja mladih raziskovalcev. Imamo tudi posebno državno srečanje mladih raziskovalcev in ta del je nekako sodi v ta sklop, vendar je ločen, ker gre za specifičen del, v katerem želimo, da mladi, ki se šolajo, torej na teh biotehniških šolah, skozi svoje delo proučujejo značilnosti, tradicijo slovenske kulinarike in se skozi pripravo teh raziskovalnih nalog na eni strani učijo tudi raziskovalnega dela in na drugi strani seveda spoznavajo te tradicionalne značilnosti v Sloveniji, se jih učijo pripravljati in na ta način tudi jih želimo spodbujati, da bodo pozneje v svojem poklicu tudi to uporabljali. Torej, Slovenija ima kar nekaj dobrih tradicij, dobrih značilnosti, ko gre za kulinariko in zdi se nam izredno pomembno, da to tradicijo vzdržujemo naprej, da jo mladi spoznavajo in zlasti ti, ki bodo tudi delali v teh poklicih, da jih pozneje tudi uporabljajo v svojem poklicu in razvijajo naprej. Grm, Center biotehnike in turizma, je nekaj, kar povezuje pravzaprav vse dogajanje v prostoru, podeželskem, mestnem, slovenskem. No in kaj o tem lahko pove direktor? Mislim, da je samo razširitev na naše kulinarične posebnosti Slovenije je v bistvu razširitev tako rekoč iz samega podeželja tudi v mesta in seveda mi smo ena velik kraj Slovenija, to je v bistvu 2 milijona ljudi in ni tako velikih razlik med mestom in podeželjem, da bi jih bilo potrebno posebej razlikovati. Mislim, da je tudi naša šola, naš center tako strukturiran, da zaposluje ali pa uči za zaposlitev tako rekoč na podeželju in v mestih. In prav zaradi tega smo želeli navezati tudi uporabnost tistega, kar pridelamo na zemlji po Sloveniji ali pa na Dolenjskem, kako to pripraviti, predelati potem naprej v živilskem poklicu ali pa potem postreči v gostilni, v restavraciji ali na kmečkem turizmu in v tem smislu niti nismo več ne vem kako razlikovali med samim delom finalizacije. In prav v tem smislu je tudi ta izziv tega tekmovanja, da se poiščejo vsi recepti, da se poiščejo vse tisto, kar piše po navadih med vrsticami na receptih in se jih predstavi. In to z našimi dijaki, z našimi študenti z cele Slovenije. Tukaj se vključujejo šole kot kmetijske šole ali šole s živilstvom ali pa tudi gostinske. In v tem smislu postaja ta festival nekako bolj pomemben, kot je bil mogoče začrtan v začetku. Torej, iz podeželja smo šli v resnici na celotno Slovenijo, iz kmetijstva smo šli še potem naprej na živilstvo, gostinstvo, turizem, to, kar v bistvu tako rekoč prvi v Sloveniji počne naš center, ko išče sinergije v celi vertikali, torej od kmetijstva, od njive do mize. Mislim, da je v letošnjem letu še posebej zanimiv zaradi tega, ker govorimo o samoskrbi. Samoskrba prav v vrtnarstvu je v Sloveniji minimalna. In velikokrat so gospodinje iskale zelenjavne dodatke, pa zelenjavo v teh megamarketih, ki pa je pripeljana z celega sveta. Mi pa vemo, da hrana, ki je pripeljana iz drugega kontinenta ali pa oddaleč, je za naš organizem prej tujek kot pa koristno. Zato, ker je spremenjena, ima drugo obliko. Poleg tega pa mora prevoziti še toliko in toliko kilometrov in mi pravimo, ima strup prevoženih kilometrov. Naš cilj je, da to hrano čim bolj lokalno
zaužijemo. Zakaj? Zato, ker je bolj zdrava, bolj koristna, manj konzervansov ima in največ, kar je tudi pripomoremo k izboljšanju zraka in tudi zemlje, ko gre za toplogredne pline. Torej, če pripeljemo recimo jabolko iz drugega kontinenta, 1/3 te jabolke porabimo, teže te jabolke porabimo nafte. To pa pomeni toliko toplogrednih plinov in ne nazadnje je to tudi taka gospodarska škoda. Če pa pridelamo jabolko na domačem vrtu, nam pa to jabolko da darilo, kisik za človeka, ki dihamo, za 2 dni življenja. Torej, če bi imeli eno jablano veliko, ki ima 183 jabolk na jablani, bi bilo dovolj kisika za celo življenje enega človeka. To so tisti vzorci napredka ali pa razvoja, razmišljanja, ko gre za globalno pripomoranje k izboljšanju stanja v klimi, ki naj bi jih tudi spoštovali, ko gre za popolnoma majhen domač vrt. Ja, če smo govorili o zdravi prehrani, lahko govorimo tudi o špargljih. Poznajo jih predvsem na Primorskem, ampak vendarno so zašli tudi na grede Dolenjske in Bele krajine. In še posebej pri Belokranjcih je to čistlana prehrana. Ja, šparglji so jed, ki je na nek način prišla v zadnjih časih sem k nam na Dolenjsko in Belo krajino. Predvsem so se profesori in doktori na fakulteti odločili, da jo bodo na nek način pripeljali tudi k tistim, ki jo nismo poznali. Pa vendarno, če pogledamo daleč v zakladnico te naše slovenske kuhinje, dolenjske, belokranjske, pa so šparglji tako ali drugače tudi včasih že bili na naših krožnikih. Jedi iz tega pa grejo predvsem nekaterim hudo v slast. No in kako, na kakšen način so se lotili tega problema vzgoje špargljev na novo v Beli krajini? Ja, letos smo pripravili 4. dan špargljev. Namen te prireditve je nekako, da predstavimo ljudem pridelavo špargljev in tudi povabimo potrošnika, da nekako skupaj vidimo, kaj se lahko pridela in kakšna je ta rastlina. To je vrtnina, to je prva spomladanska vrtnina, ki je primerna za naše področje. Ja, v Beli krajini se že kar nekaj let trudimo, da bi ljudje nekako usvojili to vrtnino in jo začeli pridelovati, predvsem na manjših površinah, ker smatramo, da je lahko to en dober dodatni vir dohodka na kmetiji in prvi dohodek, ker je to prva zgodnja vrtnina, ki se lahko trži v aprilu in maju na naših kmetijah. Špargelj se razširja, moram reči, da zdaj trenutno v Beli krajini goji špargelj 8 kmetij, približno 8000 sadik šparglja, to je nekaj manj kot 1 hektar, vendar pa želimo in res bi radi, da se te površine močno povečajo, kajti poraba je zelo porasla, ljudje sprašujejo, po tej iščejo vrtnine, so pripravljeni tako, da je prostora in res to je ena priložnost sploh za kmetije in za ljudi, ki imajo zemljo in dobro voljo in mogoče za tiste, ki so brez služb postali, je to res ena lepa priložnost za prvi spomladanski zaslužek. Ja, takrat, ko smo začeli šparglji v razvojnem smislu v Sloveniji, je bil gospod Vidic zraven. Kaj lahko pove? Špargelj spada med eno prvih trajnih vrtnin, ki jih pravzaprav prinesemo s polja v vsakem koledarskem letu. Za samo slovenske razmere imamo trenutno približno 70 hektarov vseh nasadih. Za srednjeročno obdobje bi jih lahko pričakovali stržiti svežih špargljev že na kmetiji vsaj za 100 do 150 hektarov na leto. To se pravi, pravzaprav ljudje, ki so spoznali, da je svež špargelj malo drugačnega okusa ali pa boljše kakovosti kot kupljen pridelkom, ki so jim že potekli rok trajanja ali pa kakovost, kar poznamo seveda tudi iz drugih kultur, je jasno, da hitro spoznajo dober pridelek in da kupec rad pride k pridelovalcu in pri njemu kupi sveže pridelke pobrane tisti dan ali prejšnji dan.
Če bi govorili o tržnih možnostih ali pa samo o skrbi, potem bi morali omenjati tudi kakovost samega produkta, kar pa špargelj pridelan na domači zemlji, na domači kmetiji vsekakor je. Ja, tam, ko smo po Primorskem včasih iskali ta špargelj, da bi ga spekli, skuhali, ko smo bili na dopustu, smo se morali bati predvsem kač. Doma na naši njivi pa s tem zagotovo ni problem. Pa še nekaj je pri šparglju zanimivo. Presen je pravzaprav da skoraj da najboljši. Malo masla pa je tu že lahko glavna jed z jajcem in tako naprej. Zelo enostavno. No in pripravili so tudi jedi. Pripravili smo jedi, ki dejansko so enostavne, preproste, ki jih lahko vsak pripravi, ki so tudi ekonomične za današnji čas. Ja, in Belokranjci ne bi bili to, če ne bi zraven ponudili tudi svojega vina in kombinacija vina in jedi, kako? Pri laškem rizliku smo pripravili narastek iz pršuta, šparglov, sira in špinače. Zraven je namaz na polnozrnatem kruhu, ki smo ga tudi sami spekli. Namaz je sestavljen iz skute, šparglov in začimbami, tudi čemaš je med njimi. Potem pri savignonu smo pripravili 2 tople jedi. To so dejansko je krompirjev narastek ali musaka s krompirjem, kjer je zraven krompirja sestavni del so šparglji, popečene gobice, bešamel, dejansko cela zvrst zelenjavnih okusov in dodatek so. Seveda največji poudarek smo dali na šparglih. Druga topla jed so pa testenine, to so ajdovi peresniki, ki smo jih dejansko pripravili z kozicami, popečenimi dejansko bučkami in šparglji. No in za konec, kaj je današnje sporočilo? Pridelano doma, predelano doma, skuhano doma v domačem loncu je zagotovo najcenejše, pa še ekološko zagotovo povsem nesporno.